En lep pozdrav vsem skupaj v novi epizodi MCC podcasta MCC vam pove. Danes je z mano oziroma z nami Tina Dobrišek, ki bo predstavila svojo znamko Mau Mau. Sem prav rekla? Si prav rekla. Okay. Torej, Tina, kako bi v bistvu povzela, kaj je to, kar ti delaš, kaj je tvoja primarna dejavnost? Okay. Lahko malo si ljudje predstavljajo, no, ampak... Ja, sam to ni vse. Ok, povej nam več. V glavnem kvačkam. Najprej sem začela kvačkati s kapico. To je bilo prvo, kar sem začela. Pa trakce, oziroma otroška oblačila. Potem sem se pa nekako vrgla, oziroma na pot mi je prišlo, da sem začela delati lovilce sanj in pa mandale. Drugače delam tudi plišaste igračke, plišaste, niso zdaj plišaste, kvačkane igračke. Kvačkane so iz bombaža in pa akrila, so pralne, tak sem tudi eno naredila. Skvačkala, ja. Primerne so pač ponavadi za otroke, lahko se dajo pa tudi, ne vem, odraslim ali pa karkoli. Ja, jaz sem dala odrasli vse. Odrasli se je darilo. Drugače pa zdaj, ko bo zima, pa to se pač pripravljam na kapice, ker bo je vedno moja prva ljubezen, kar sem delala, ampak nisem nekaj rutinska in se pa moram se nekod zamotiti, ne. Ne vem, takrat, ko sem delala kapice, sem kvačkala kapice, pa kapice, pa kapice in je bila pač vedno bil en in isti vzorec. In sem parila ta vzorec in mi je ful nekaj manjkalo. Pač mogla sem še neke druge stvari delati, zato ker mi pade malo motivacija. In se pač, ne vem, ko grem nekaj druge se učiti, pa mi nekaj bolj postane zanimivo, padem noter, pa nekaj druge delam. In tu pri teh lovilcih mi je glih to fajn, zaradi tega, ker je vsaka vrsta, vsak krog, pač ko greš na novo, začneš je vsak drug vzorec. Ne vem, se tu vidi, tu je drug vzorec, tu je drug vzorec in nikoli ni isto. Pač niti noben ni isti in je vedno nekaj na novo. Pri kapicih je pa pač en vzorček in ko ga delaš pač celo kapico, pa narediš 15 kapic, je vedno isto. Je dovolj, ja. Pa v bistvu, veš, tudi, mislim, nam lahko malo opišeš zasnovo oziroma zgodbo okrog lovilcev sanj, kaj zdaj to so, kaj to sploh pomeni, ja, pa mandalce mogoče tudi nek simboliko mogoče za tem, no. Verjetno že tako vsi poznamo lovilce sanj, pač jaz sem jih imela tudi doma, pa ti si imela kakega? Ziher, vsaj 3. No, vidiš. Pač kak sem si jaz prebrala, sami si pa po svoje to pač koliko meni pomenijo. Ne vem, so jih imeli indijanci včasih že. In zdaj ta krog, oni so drugače sestavljeni, pač je krog in noter ponavadi pletejo, so pleteni, mislim, da mora biti 8 vozlov, koliko je v originalu, ker moji so kvačkani notri. Opletajo 8 teh zankic, pa noter spletajo mrežo, pol je pa isto vrv, pa so neke okraske, so perle, ali so, ne vem, kamenčki, lahko so tu, ne vem, te teskice, karkoli pač želiš, pa perje. In zdaj simbolizira krog, ne vem, tu lahko kažem, krog simbolizira življenje, pol je noter spletena vrv, v katere se ujamajo slabe sanje, potem grejo te dobre sanje, ko pa se spustijo čez, grejo pa skozi perje pa do tistega, ko spi. Ja, in pa grejo skozi to dobre sanje pač v njega. Te pač perlice pa naj bi simbolizirala kao ujete, oziroma tiste dobre sanje, ko so tam ostale. In pa s sončnimi žarki, ko so tu ujete slabe sanje v mreži, jih pač sončni žarki zažgajo. Wow, ok. Ja. Se pravi, moraš imeti to v spalnici? Lahko oziroma v prostoru, kjer spi? No, to pa je zdaj moja interpretacija, ampak če pa gledam na to, dobre sanje so, po moje, zaradi dobrih misli. In mene pač lovilci sanj pomnejo, da imaš ti dobre misli. In pač lahko imaš, jaz imam, ne vem, te male, to so mali so za avto, jaz imam tega v avtu in pač ko ga vidiš, si pač rečeš, ok, pač boš imel dobro mislo, pač tako te opomnejo na nekaj dobrega. In isto je pa, ne vem, v spalnici, pa ko ga vidiš, mogoče na to pa spomniš, da boš nekaj dobrega pomislil, da ne boš zdaj sploh po tem času, ko je toliko poročil, pa ko same neke informacije grde, ko jih imamo, ne, pa jih črpamo. In pa nekaj takega pogledaš, pa se spomniš, pa zaspiš s neko tako lepo, toplo. Pa ti pride pa tudi lepe sanje, no, tako jaz to gledam. Kaj pa trikotnik, to je pa res dansko, nisem pa te spremljam tudi drugače, ampak nisem ga še videla. Ker to sem tudi sam enega naredila, ker je
zahteven, sploh sem se ful tudi matrala s tem, da ko sem jih gor vezala, to sem ga naredila, mislim, da sem ga enih 6-krat razdrla, pa nazaj gor vezala. Ne vem, ful so mi všeč naravni materiali, že tudi perje, pa to vse moram poudariti, da pač sem ful zagovornik živali. Ne podpira nobenega mučenja in ful dolgo nisem vedela, da v trgovini pač ne dobiš naravnega perja. Pač da je v bistvu ne dobiš umetnega perja, pardon, dobiš samo naravno perje, ko pa veš, da je velika industrija in ne vem, te Tedi, Fore ali pa tudi ne vem, druge trgovine, ko imajo, v Merkurju imajo tudi perja, naprimer. Je posod naravno perje in je pač to za te velike trgovine, veš, kako je to pridobljeno, ne. In jaz ful dolgo to nisem vedela, jaz mislila, da je pač to umetno perje tam v Tediju, pa ko sem pač se učila. In sem naenkrat se malo pozanimala in sem ugotovila, da pač je to vse naravno perje in me je kar ravno sesulo. In sem pa kontaktrač pisala sem trgovinim, če imajo slučajno umetno perje, ampak nobena trgovina ga ne podpira. Pač vse je naravno in ne podpiram tega in sem pa čisto na kaj bom pa zdaj. In sem šla na Instagram, pa sem tam iskala, pač pa sem videla, da imajo naravno perje, pa sem tako, kje ga to dobijo, pač nisem vedela. In pa sem me tako kliknila in ena kolegica, ko je delala pri konjih delam, in imajo fazane, pa kure, pa te stvari, živali. In mi pač je začela po tleh pobirati in mi je nosila. Tako da to je zdaj vse naravno in je pač brez kakršnega koli mučenja. Drugič pa to naravni materiali so in pa tudi ful blizu in sem te vejice nabrala, sem jih razrezala, tudi tele, tu sem sama še razrezala pa zvrtala luknje. Če lahko mogoče tudi tako, ne vem, koliko se vidi, no, samo tukaj, da se najbolj. Tako malo drugačen je, no. Kaj pa, se pravi trikotnik, imaš še kako drugo obliko ali si se sam zaenkrat? Ne, to je to. To je to zaenkrat. To je zaenkrat to. Se pravi, ni nujno, da je krog. Ni, pač to sem da jaz tako ustvarjala, ne. Drugače tisti, ko so prav lovilci, samo tudi kvačkani naj ne bi bili, no. Ker so ful, pač so kar dost, kako mora biti to zdaj. 8 teh, ne, jaz nimam, jaz imam ful lahko različnih, te 8 krakov recimo, tu jih je. Okej. Kaj pa mandala? Kakva je pa zgodba z mandalo pa v bistvu? Mandala pa ne, vse to so v bistvu take male mandalice noter, v bistvu so kvačkane mandalice. Mandala je pa tudi, ne vem, središče tu, pa raste ven, to je fora mandale. To se pač sprašuje, če, ko jo gledamo, zdravilne so, to se tudi ve, vse ko so zdaj pa ko neko barvajo, pa v naravi ful najdemo, ne vem, prerezano jabolko, pomaranča, roža, naprimer, vse kar je središče pa da ven raste. Pa tudi mi tudi v bistvu središča rastemo na ta način. Kaj pa bi se mogoče še v kaj usmerila poleg kapic, pa poleg kaj še lahko kvačkaš v bistvu? To lahko ful stvari je lahko veliko, ne? Ja, ful, se pravim, da ko mi to, vse tudi to ti pade v neko rutino, ne, ko imaš pa že, ne vem, to je mogoče taka, pa ne slabost, ampak nekaj delaš, da se ukvarjaš s tem, pa da moraš tega ful narediti, ne samo za sebe. Pa že tega kar dosti narediš, ti počasih rata malo, no. Tako da imaš dosti in se pol prestaviš na neko drugo stvar, ne vem, si skvačkam neko majčko ali pa si skvačkam, ne vem, nek podstavek, ali pa ne nekaj take, da nekaj druga ustvarjam, da se učim. Pa nekaj druga delam ali pa grem šivat ali pa nekaj in pa spet tako, pa zdaj mogoče spet tako naredila, pa naredim in sem tako, kako je lepa in sem spet noter in je, veš, samo da malo prestaviš, no. To veš pa ful stvari lahko, to lahko oblečeš si sedežno, lahko si poštečke narediš, lahko se karkoli. Pa nisi razmišljala nikoli v smeri, da bi še kaj dala poleg, ne vem, kapic, pa veš, da bi tudi delala količinsko, to ne. Zaenkrat še ne, ni tako pristno, pa se mi zdi, da je to taka mala tovarnica. Tako si rekla, ja, pol ko začneš nekaj štepati kar, ne. Tisto pa ne daš en izdelek, to, ko si za en izdelek, tudi kar daš časa, pač vzamem. To sem hotela vprašati, to je moje naslednje vprašanje, koliko časa ti vzame ena mandala, recimo? Odvisno tudi od velikosti, sam, ne vem, naprimer tale, da jo skvačkam, ta vzorček ni bil tako ful zahteven, ampak recimo kakšno urco, urco rečemo,
To je pa treba zaključiti noter vse stvari, pač da se one nitke pa to ne vidijo. Oblečem obroč, pač da oblečem ta obroč s to tanko nitko. Vzamem kakšne pol ure, da to oblečem, pol poiščem pravo perje, da paše zraven, to sem pa izvečna. Ne vem, čisto odvisno od velikosti, pa ful se težko tako opredelim, ker še pol druge stvari delam, ali ne, si grem za jesti narediti, to vmes, ne vem, tako vse skupaj, ko vzamem mogoče 2-3 urice za enega tegala, nekaj takega. Če bi res ono, da bi samo to seštela. Pa jih narediš daj več na dan, ali si vzameš čas? Si vzamem čas za enega ponavadi, razen te male. Ko te male res niso zdaj tako zahtevni, ne. Tudi ni toliko vrst, se že tako vidi. Kje pa je zdaj tvoj kanal? Kako v bistvu prideš do ljudi, ki pa to kupujejo? Kje te najdejo lahko? Zdaj sem si zaenkrat naredila na Facebooku svoj profil, pa na Instagramu, to je bil ful korak za mene, ker sem bolj tak introvert, bolj sem sramežljive smrti, že tole danes mi je ful. Tako da tam sem si naredila pod Mau izdelki na Facebooku, zaradi tega, ker je to tudi nek kraj v ne vem kateri državi in ti ne smeš imeti ime države. Mau. Ja, in sem mogla dati nekaj zraven, jaz drugače imam samo Mau, pač mi tisti izdelki tam zelo niso neki. Ampak pač moraš dati, spustite čez, tako da Mau izdelke na Facebooku pa na Instagramu. Tam se največ, kar si promoviram. Pa na stojnico sem šla v City Center, takrat še ni bilo teh ukrepov, vsega, tako da tam sem takrat še tega nisem imela, no. Takrat sem imela samo kapice, trakce, igračke, kvačkane. Tih nijam dan zraven, ker nijam nobene narediti. No, to je v redu, da grejo sproti. So pa ful fajne igračke, samo to, da povem, ker ima vsaka svoje ime pa svojo zgodbo, tako da jo res narediš spet posebno. Kaj te pa tu vodi? Ja, res ima karakter. Karakter dobi. Pa napišem neko pesmico v njej, sestavim pesmico, da se rima. Ponavadi, če za otročke probam, da si pogledam za žirafo, ki živi, pa kar rada je, in si pa z tega sem sestavila pesmico. Žirafa je bila, kak je že bilo ime? Ivana. Ivana, ja. Pa lajček Ivo. Luškan. Kaj pa drugače se ti zdi, mislim, bi lahko to naredila v svojo primarno dejavnost, ker verjem, še delaš neke druge zadeve zraven, ne? Bi lahko se s tem preživljala, misliš, da v prihodnosti? Ja, po moje bi se dalo. Sploh zdaj, ko se ful vračajo ta ročna dela, pa podpora ročnih del. To se ful vrača v Sloveniji nazaj, se mi zdi. Pa te, ne vem, to so vedno babice delale. Ja, pa unikatno, saj se mi zdi tako res sama nek svoj pomen pol, pa... To je res, ja. Tako da ful dobro. Pa bi si želela? Ja, bi si. Sam svoj šef, pa res delaš stvari, ko te veselijo, no. Vse včasih je težko, pa samo še vseeno je lažje po moje, da ti je težko pri neki svoji dejavnosti, pa pri stvarih, ko jih sam delaš. Ko jih rad delaš, pa da ti je težko v neki službi, ko pa ti res ni, ne. Je to čisto drugače tak primerjati. Normalno, Tako da, ja. Pa boš tudi letos mogoče kje, tako tudi v živo, že kaj veš? Ne vem, sploh pa zaradi situacije. Ja, ne vem. Mogoče drugo leto, bolj poleti. Se mi zdijo to take bolj festivalske stvari, da bi po moje na kaj takega lahko šlo. Res nisi tako razmišljala. Ne, zaenkrat to je to, tako da če... Kaj pa se ti zdi, recimo, kaj bi svetovala nekim mladim, ko se lotevajo, ne vem, neke svoje zadeve, ni nujno kvačkanje, ni nujno mandale, ni nujno lovilci sanj, karkoli. Kaj se ti zdi, da bi mogli biti vodilo neke osebe, ko se loti teh stvari? Kaj bi jim svetovala, pa kaj se ti zdi, kaj so največje ovire, pa če imaš kakšne, ne vem, ideje, kako to zdaj? Da ne pač zaupajo sam sebi, pa pri tem pač meni je bila največja ovira sama jaz. Zato, ker mi je bilo nerodno, ali pa da bi se izpostavljala pa te stvari, veš, ne vem, če čutijo, pa da je pač to, da jih res osrečuje, pa da delajo to, kar radi delajo, pač sam pokaž naprej, pa ne vem, malo objaviš na Facebook, že to je ena velika stvar, pa se pač deli naprej, pa se vidi, tako da samo vztrajaš pri tistim, kar ti je fajn.
pač vedno so dobrodošle neke ročne stvari, pa da nekaj en sam ustvarja, to bo vedno ful večja vrednost imel, kot pa karkoli, da boš kupil v trgovini neko stvar, tako da več je takih, ki to delajo, pa da se izpostavijo, mogoče bo kdaj pač prevladala neka domača obrt, na način tako je včasih bilo. Ja. Tako da to samo, da zaupajo sebi, pa da si upajo, no, da pokažejo. Ja, ne biti sami sebi ovira. Ja, Tak, tako. ne? Tako. Ja, Tina, ne vem, bi želela še kako zaključno misel, še kaj povedati vsem skupaj? Ne vem, pač vesela sem, da sem lahko tudi prišla predstaviti svoje izdelke, tako da hvala za povabilo. Hvala tebi, da si prišla. Mi pa se vidimo v naslednjem MCC-evem podcastu prihodnjič. Spremljajte nas. Čau!